Živijo, danes se pa odpravljamo na Porezen. Parkirala sva na tem parkirišču pri kmetiji Podhočar. V bistvu je že to občina Tolmin. Tukaj je prostora, kaj sem, nekih 10 avtov bi se dalo stisniti. Želijo pa, da jim doniramo 2 evra, zato ko so tako prijazno uredili privat. Evo, 2 evra in greva na pot proti Poreznu. Tle je že tudi ena tablica, mislim. Tja se gre. Tja se gre, ja. Pri Podhočarju sem mogoče pol ustavila, pozvonila, če ima kak sir slučajno. Ne vem, ali je bolj zaprtega tipa. Nekaj zelo važnega bi rad povedal. Od spodaj, ko boste se pripeljali nekje do Petrovega Brda, nikamor dol z asfalta, ker ta smotana Google aplikacija vas bo hotela levo gor na nek makadam, kjer spravljajo drva in je cesta mogoče malo boljša kot pa tale tule. Očitno jo ima noter orisano in se mu zdi, da bi tam gor bilo bliže. Pejte naprej, dokler ne pridete čist na vrh gor, ko se že pol cesta spusti dol na tolminsko stran, tam je nek tak štiriglad podhod, cesta gre pod tistim nadvoz, kako se temu reče. Tam levo gor zavijete proti Podporeznu. Cesta gor je skozi asfaltna, do sem, mogoče da je enih 5 metrov samo makadama, tle že v bistvu je asfaltno, samo je malo razrito, ampak nič je v redu urejeno. Je pa zelo ozka cesta, pa na momente, kar zoper na koga srečate, ampak prometa ni neki veliko, tako da midva nisva nobenega ne dohitela, ne da bi nas sproti pripeljal. Čeprav smo danes 27. kolikega smo? 27. aprila. 27. aprila smo, ja, 2026 in je prazničen dan. Vse ste sami videli, nekaj avto je, ni pa neke velike gužve. Tale Porezen je od trojčkov, se pravi Blegoš, Ratetovec po Porezen, najbolj zahodno, če na karti gledate, je tudi nekako najbolj oddaljen od ljubljanskega konca. Ni pa to velike razlike v sami poti iz Šiške gor. Midva sva šla Ljubljana, Šiška, Medvode, Škofja Loka, Železniki, tam gor. Če boste na hribi.net odtipkali tole najino parkirišče, je to napisano pod Podhočar Porezen. Kak? Poglej. Koga? Ja. Oh my god, a pa mi sploh prav gremo? Prav greva, prav. Bože prav, da greva prav. Mapija Sem smo videla klopili. znake, vse se da. Se da, ja. Bližno srečanje. Ampak je tamle dol tudi bilo podrto ena telegraf štanga. Ja, kar nekaj je Pa podrto. smreka padla po njej, pa zlomila še telegraf štango. Ja, očitno. Tako da, evo, tle še da se iti mimo, no. Po mojem tle po desni. Zgleda že nekaj časa. So že ljudje malo polomili. Gospodar bo pa še enkrat prišel s traktorjem. Pa bo tole malo porezal, odvlekel. Tega dreva je kar nekaj podrtega. Ja, tukaj le pridi pogledat, kako je. Boža že tam naprej vidi nekaj še bolj podrto. Ja, upam, da ni cela pot taka. Se ni cela v gozdu. Kaj? Se ni cela. Oh, Tu je Jezus. vse odprlo, vse dvignilo. Kako to odpre, celo sem rekel. S kamnom vred, a veš, na rastju. Ja. Poglejte, kakšna krošnja, to sicer čist plitva. To je
2, 4, 6, 8, 10, 10 metrov krat na njih 8 metrov, tako na oceno na hitro. Je imela krošnjo tle gor po samem skalah in jo je odprlo. Tole pa isto. Ja, kaj čmo. Evo, seveda, kot tako raste na taki skali, nima veliko prijema. Še kar skalo je zraven potegnila za sabo. Zanimivo. Je pa tudi veter mogel biti silen. Da je tako, tam je kar zlomljena, ja, malo više. Bože, a vidiš ono zlomljeno? A jo vidiš to zlomljeno? Kaj? Če vidiš, koliko je zlomilo jo, ko zobotrebec. Vidim. Kot tresko. Ja, je že bolj stara, no, ampak vseeno. Nadaljujemo po teh kolovozih. In malo više tam gor se bomo pa priklopila pol ta pravi transverzali. Na tem porezu so že enkrat bila. Nisem pogledal, ampak mislim, da leta 2021 isto kot na onih dveh. Drugače radiomaterska oznaka je S5 skozi Charlie Papa 002. Porezen je pa 1630 metrov visoka gora. Kmalu sva zapustila ta zadnji kolovoz. Ja, pa mislim, da spet prideva. A sem Na pa njega. hitro rekel. Tudi tle je kar polomljeno in sva zdaj na take gozdni poti. Navzgor. Sam To je pa, sekava. aj cestica. Ja. Aha, celo cesta, ne, kolovoz je, ja. Nič več. Pak je vse podrto. Ni prevozna. Pot naprej poteka po gozdu. Lepo vidno, označeno tam pa tam, kakšna pikca. Si videla kako pikco smo? Ja, sem glih mim sva šla. Ja. Tule pa tule tudi. Aha, no vse je. Razmišljamo pa, če je tudi to bila včasih kakšna muljatera. Verjeten. Ker so v kakšnih ovinkih lepo zloženi kamni takole. Da je pa zdaj že to malo čez preraslo vse skupaj. Oziroma se je odebelila zemlja čez korenine. Po zadihani strmini se pot kar malo položi. In zdaj sva na transverzali. Ja, saj sem rekel, da je slovenska, da je enka. Enka. Bože, da si bova kako knjigico kupila, da bo štempljala. Ja, jaz jo še imam. Ko pa eno vzameš s sabo. Pa zato, ker imaš tako posneto, sej. A ja, to je več vredno, kot posneto, dobro. Zdaj se pa že ljudje slišijo. Jaz pa nimam občutka, da smo v hribih. Ja, ker je bolj pohod tukaj, ker je bolj ravno. Ampak moramo tjale na ono stran priti, ker zgleda, Ja, bomo tukaj nekam šli. tja gor nekam. Ja, saj se že vidi vrh, lega. Ja, če je to Ko smo že prav. tako blizu, malo skozi to drevje. Če je to ta prav vrh, veš. Ja, če je ponavadi ni, ponavadi je še krepko odzadaj. Mogoče pa Sem je, pozabila. vem, da je koča najprej, pol pa je še zelo malo do vrha. Tako pa zgleda v hribih na sprehodu. Prečeva nek pašnik, verjetno. Zaenkrat je še samo pevt pašnika. Malo pa trava že zeleni. Opet na Triglav. Tam tja. Ja, moram pa 2 koraka nazaj iti. Bože je videla Triglav, evo ga, lepoca.
Ja, vreme je prečudovito. Vetra samo za vzorc, malo nekaj se čuti na koži. Super. Po tem prečanju travnika se pa že vidi ta prvi objekt italijanske gradnje in pa koča malo više. Gor je pa spomenik na vrh. In pa po mojem je že tisto tam gor tudi vrh. Bova videla, no, malo sva spet pozabila. Se pravi, drugič v življenju sva tle. Pa počasi človek bolj osvoji, ne rabi več kakšne navigacije gledati, kam je treba iti. En prijazen gospod nama je zdaj obrazložil, da je bila to kasarna na meji Italija-Jugoslavija. Pred prvo. Že pred prvo svetovno vojno. To se pravi s kraljevino. Ja, kraljevino Jugoslavijo pa Italijo. Pa tam gor, ko je zdaj koča, je bila tudi še ena. Ni pa tu Rapalska meja. Rapalska meja je pa tam gor poteka na Soroški planini, ki pa bomo mogoče jo naslednjič obiskali. Tam je še manjka nekaj, kaj je tam, Kravji vrh, pa še en naprej, 2 vrha. Na Soroški sva že bila. V bistvu, kaj je že tisto, Slatnik, najvišji vrh, ki ima 2 vrha. A ne, Janez, SPČSKR je zadnjič prav poudaril, da ima 2 vrha. Midva sva nazadnje, ko sva bila na obeh, tako da sva še prav gledala, tudi midva že taj, kjer je pravi po koordinatah. Zdaj sem se malo bolj polenil, si ne zapišem koordinat vrha samega. Tako da upam, da ne bomo kdaj kiksnili. Bo treba, če so kakšni taki vrhovi, ko jih imajo več, točno pogledati, kjer nam šteje. Ja. Ok, sva oddaljena po mojem 10 minut do koče, gor naprej pa ne vem, koliko še pol rabiva. Ta je zanimivo pokazati tale kamen na poti sami, kako je zlizan. Je pa tako v plasteh, ja, da se odkruši, pa je plosko tako ali pa ravno. Kot da bi po betonu hodil. Kaj si to videla, Boža? Ja, zgleda kot naravne strelske line. Ja, pa italijansko dleto ali jugoslovansko. Malo je čudno, da bi bilo res tako. Čeprav tamle tudi imaš. Ja, tle je ena špranja, pa tle ena, pa še ena. Ok, jaz dvomim, da je to naravno, ampak ok, da recimo, da je. Sva pri koči na Porezno in je tam ena lepa ptica gor, že čist srčkasta klopca. Ja, Sprobajo. klopca zame. Od Generalija. Pa ne vem, če prezimi takole jo morajo odnesti, ker ni pritrjena. Je pa iz tikovine. No, ampak odnesejo. Ali je smreka? Če jo ne Po spravijo. mojem je bolj smreka kot tikovina. Barve je Po pa take moje. sive. Po mojem morajo pa spraviti. Glej, Verjetno. ko grejo s kolesi. A, pa res. Je Z one prav strani. kolesarji.
Ja, vse je taka cesta gor, glej. Ja, vidim. No bože, to bo pa na stara leta, ko ima električno mero. Verjetno. A zdaj imaš pa mlada leta. Zdaj imam pa še mlada leta. Kak se pa res danes Triglav lepo vidi. Ko premagamo še ta zadnji klanček nad kočo in se naužijamo teh lepih razgledov, pa zagledamo tudi že v sam vrh in je nek spomenik pod samim vrhom. Vrh je, kot vidite, kar obiskan, celo 2 kužka bomo imeli. Mene je celo preseneča, da ni več ljudi, ko je dan res lepše ne bi mogel biti, kot je danes. Še par korakov do samega vrha. Dobrodošli na Poreznu. S57 is portable up from Sierra 5 Charlie Papa 002, CQ SOTA. Echo Alpha 4, Bravo, Quebec, Golf. Echo Alpha 4 Bravo Quebec Golf, you are 5 by 9, beautiful signal, over. Thank you very much, Alexander, for the 5x9. You are also 5x9. Thanks for the summit and good activation. 73. Thank you, S57S portable. Echo Alpha 1 Delta Hotel Bravo 5 by 9, QSL. Okay, good touching off. Oh, good morning. Thank you for 5x9. 5555, good shot, Alex. Thank you, sir. Ciao ciao, Sierra 57 Sierra portable, CQ SOTA. Sugar Papa 8, Delta Juliet Yankee. Sugar Papa 8 Delta Juliet Yankee 5 by 9, QSL. QSL, hello, good afternoon, Marcus. Your report is 5 and 555. Thank you for both us, 73, 44, bye-bye. Yeah, I'm Alexander, thank you. Sierra 57 Sierra portable, CQ SOTA. Sierra Papa 8, Papa Alpha Lima. Sierra Papa 8 Papa Alpha Lima 59 plus. Thank you, 5 by 7 for you, thank you, 73 and 44. Dziękuję bardzo, Sierra 57 Sierra portable. Mike 0, Mike Delta Alpha. Oh, hello, Mike 0, Mike Delta Alpha 57 57. Yeah, good morning. 7, you're 5 and 4, QSL. Thank you very much for the 5 and 4. Appreciate it. Contact. Bye. For the summit, have a great day, 73, bye-bye. Hey, it's beautiful day, fantastic day. Sierra 57 Sierra portable, CQ SOTA. Golf Whiskey 0, 2, Lima, Papa Delta. Golf Whiskey 0 Papa Lima Papa 59 plus. Yeah, okay, thank you for the 5-9, Alex. You're 5 by 3, 53, 5 and 3, thank you. Thank you very much. Sierra 57 Sierra portable. Kilo 2, Uniform Papa Delta. Kilowatt 2 Uniform Papa Delta. That's amazing signal. 5 by 9 QSL. Kilo 2, Uniform Papa Delta. Kilo 2, Uniform Papa Delta. Thank you very much. You're 4444, QSL. Kilowatt 2 United Papa Delta. Hello to the East Coast. You're 5959. I got it forward and 4. Thank you. Mike Whiskey 9, Whiskey Juliet Sierra. Mike Whiskey 9 Whiskey Juliet Sierra. You 5 by 9 plus QSL. Whiskey Juliet Sierra. Many thanks. You're 5 and 3, 53 here in Newport, South Wales. 73 and enjoy your day. Bye-bye now. Thank you very much for the 5 and 3. Sierra 57 Sierra portable, CQ SOTA.
CQ Sota, Sierra 57 Sierra Portable, Sierra 57 Sierra Portable, CQ Sota. Echo Alpha 5, Delta Delta. 5 Delta Delta, muchas gracias. 5-9, ¿cuál? Muchas gracias, 5-9 también para ti, 5-9, buenas sotas, 7-3 amigos, chao. Ciao, ciao, 7-3, Sierra 57 Sierra Portable, CQ Sota. CQ Sota, Sierra 57 Sierra Portable, CQ Sota. CQ Sota, Sierra 57 Sierra Portable, CQ Sota. Go from India Alpha Bravo. G1 India Alpha Bravo 59 plus in Slovenia, okay? Yeah, you're 5757 AM in the UK. Thank you very much. S57S. Sklepna misel. Porazen 27. aprila 2026 se je izkazal kot zelo lep izlet. Pot sama, kamor povedala, ni čist nič. Je sicer na trenutke strma, ampak je taka zelo prijetna in v bistvu kar hitro prideš, ni nekaj, kar se bi vleklo. Ja. Jaz bi rekel, da je izredno lahka, no, vse zato Ja. je tudi piše, da je lahka pot. V bistvu sem prišla 20 minut prej. Ne? Pišalo je Približno uro pa pol. 1:50, sva prišla uro pa pol. Uro pa pol Pa nisva nekaj, še ostalo, hitela. smo se vmes pa še tiste rožice slikamo, pa tako pa snemamo. Tako da uri pa pol ste zihar gor. Se pravi, tam spodaj je tudi fajn parkirati, ni problem. pa se gre dolgo časa po gozdu, tako da je senčka, v bistvu prijetno, samo tule gor po vrhu je sonce. Ampak danes je en rahli vetrček in je čist prijetno. Tokrat smo se ustavili tudi v koči, so zelo prijazni, imate tudi tople obroke, tako kot vsake koči noter lepo. Midva so še sendviče dokončala, ker je brez veda, da jih nazaj nosila, pa en čajček lepo spila. Je pa ena ptička tam gor zanimiva, ko na začetku niso vedela, kaj je. Tale ptička je fazanka, ne. Zdaj noter oskrbnik je rekel enemu drugemu, da je pač izgleda nekaj narobe z njo in da se kar tam drži in pač pol tam dobi od gostov. To da je fino. Zastonj reklama živalskega vrta, da je vidiš tako od blizu, kot drugače. Čuje na ime Rozi. Ja, čuje na ime Rozi, tako da jaz sem jo poklical, da se obrnila, da sem jo lahko lepo slikal. To za otroke je zelo zanimivo, pa tudi za nas odrasle. Jaz ne vem, če sem že tako od blizu videl, tako v naravi. No. Čeprav skoraj zato ne bi mogel reči, da je v naravi, če je tako v domače. Ne. Vsekakor sam izgled lep. Tudi cesta od spodaj je večinoma zelo lepo urejena. In še tam pred železniki jo kar po mojem je teh več kot kilometer, nekih 2 kilometrih, da jo popravljajo, bo čez nekaj časa tudi čist super nova urejena cesta. Nimam nobenih pripomb glede samega prevoza. Se pravi, kot samo izhodišče bi jaz, če bi šel naslednji še enkrat, izbral tole izhodišče. Drugega pa nič, kar se Radimo Trsto tiče, nekaj je narobe s tem mojim Quanshengom, nekaj zabava na sprejemu, tako da bom verjetno kar si novega nabavil, pa nov software gor malo za igračkat se. To je res tako poceni, da enkrat ne greš na pico, pa ga imaš, ne. Pa ne vem, če je zadost za pico 39 €, kolikor stane. Pa bom se pa malo naprej še igral ta SSB. FM tudi ni šel neki zelo, tako povprečno, no. Sem mislil, da bojo tudi dol po Primorski pa to se kaj oglašali, pa očitno je prelep dan, da bi ljudje bili skozi doma za postajo. Kratki val, ker sem par zvezd naredil, je šlo pa izredno dobro.
izredno močni signali, kar je posledica tega, da se bliža sporadike sezona. Nekje konec aprila se že začne in danes je bil že super sporadike odboj gor proti severni Evropi in še en Amerikanec je nazaj prišel. Verjetno delno z pogojem sporadikeja in pa še naprej normalen odboj. Tako da bo vedno bolj luštno, tudi na kratkem valu poleti. To bi bilo pa nekako vse za Porezen. Ta je ta tretji hrib, naslednji hrib, če bo tako vreme še naprej zdržalo, bo pa verjetno Slatnik, pa tam mi še neka Kravja, Črna gora manjka ali nekaj takega. Tako da planiram kaj takega. Pa že počasi, se vidite sami, kako hiter bo letos, bo pa res izredno hiter sneg skupnel. Se bo pa lahko visoko gorje en mesec prej začelo letos. Evo, tam, kaj so tisti hribi, tam vas pogledala prej, ko si, ne vemo točno, no. Ampak že tlej ulice, evo, so še malo beli, ampak čedalje manj snega je po vseh teh hribovih. Kar se tiče, kolikor je to slabo za naravo, ker ni zadost vode, potem upam, da bojo še vedno zadostno, ampak bistveno manje je tudi na Krederci. Ob tem času je še ponovadi 3,5 metra snega, letos gre pa recimo samo 1,5 metra v istem času. Tako da 2 metra manjka snega tam gor. Da znamo kar sušo trpeti. Je pa za pohodništvo fajn, ko je sezona daljša, za visoko gorje mislim. Še ti kaj? Nič več. Nič nimam, nič. Božja, uživa 100 na uro na tej ravnini. Jaz vas pa tudi lepo pozdravljam, v bistvu vas oba pozdravljama, se vidimo na naslednji SOTA aktivaciji. Lep pozdrav, naju z Božjo. Še malo tole posnela, ko prej nisva. Se noter je pa verjetno. Evo gradnja. Slama, ja, pa malo umeta čez. Tam je pa nekaj zdaj bolj novo dograjeno. Verjetno zdaj to bolj služi živalem, da se umakne noter, čeprav ni nič posrano po tleh. Zanimivo. Pa ne. So pač pustili tole karavlo. Zelo velika je bila, koliko to veliko orjakov noter spraviš v tole. Ja.